Kljub temu navideznemu premoru v spopadih predsednik Donald Trump še naprej izvaja pritisk na Iran prek serije objav na družbenih omrežjih, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Slike, ki jih je delil na svojem omrežju Truth Social, prikazujejo ameriške sile, kako bombardirajo iranski naftni terminal na otoku Kar. Zasegajo iranske tankerje in uničujejo iranske ladje. Te sporne objave prihajajo v času, ko se zdi, da obe strani spoštujeta neuradni premor v sovražnostih. Axios sporoča, da je najvišji poveljnik ameriške vojske, admiral Brad Cooper, priporočil ustavitev bombardiranja okoli Hormuške ožine, ker to ni bila več učinkovita strategija po poročanju. Za več vpogleda z veseljem pozdravljamo Jonathana Šancarja, izvršnega direktorja Fundacije za obrambo demokracij, ki se nam zdaj pridružuje iz Washingtona. Jonathan, najlepša hvala. Kakšen zabaven niz objav Donalda Trumpa ustvarjenih z umetno inteligenco. Ko ga vidiš kot varuha sveta, si moral dvakrat preveriti, da jih ni objavil kakšen vplivnež in da je to res iz predsednikovega pravega računa. Ampak kljub temu, kaj vidite kot razlog za to nenadno prekinitev ameriške vojaške kampanje? Ali je res, kot poročajo, da je bombardiranje dosegla svoje meje? Kakšno je vaše mnenje? Ja, mislim, da obstaja več razlogov, zakaj bi se ustavili. Eden od njih je, da trenutno porabljamo strelivo, ki je dražje in bolj dragoceno od ciljev, ki jih napadamo. Torej, mislim, da je to prvi problem. Če nimaš veliko dobrih ciljev v in okoli Hormuške ožine, potem morda prenehaj bombardirati Hormuško ožino. Poleg tega mislim, da obstaja še širši problem z municijo, obrambna streliva. In o tem vse več slišimo tudi v medijih tukaj v Združenih državah. Da imamo to strelivo, ki ga porabljamo. Govorimo o protibalističnem sistemu TAT, kot tudi nekateri obrambni prestrezniki krajšega dosega. Teh ni lahko proizvesti, so dragi. In mislim, da je še pomembneje, da njihova proizvodnja zahteva čas. In tako smo jih veliko porabili, ne da bi jih nadomestili. Mislim, da obstaja občutek, da bomo na boljšem, čim dlje bomo lahko vztrajali v premoru in čakali. To ni dobra situacija za ZDA. Industrijska baza, obrambna industrijska baza, ampak kljub temu tu smo in mislim, da to ostaja stalni izziv. Zadnja stvar, ki jo bom omenil glede ožine, je, da še vedno ne izvažamo nafte v količinah, kot bi si želeli. Tako da vsakič, ko pride do premora v bojevanju in obstaja priložnost, da izpluje več ladij z več nafte, to bo znižalo ceno nafte, to bo olajšalo pritisk na predsednika Donalda Trumpa, ki se sooča z nekaterimi izzivi in nasprotovanji pred vmesnimi volitvami tukaj. Torej, veliko stvari, ki bi po mojem mnenju prispevale k vsemu temu, ampak mislim, da je najbolj osnovno to, da če nečesa ni treba zadeti, ker preprosto ni vredno, morda prenehajte streljati. Kaj pa gora Pik X, Jonathan? Ta ni bila tarča. Kaj več je znanega o tem, kaj se dogaja pod zemljo na tej lokaciji in kaj bi bilo potrebno, da bi zagotovili, da Iran trenutno ne obnavlja svojega jedrskega programa? Ja, mislim, glejte, to je že dolg na našem radarju pri FDD-ju. Veseli smo, da je to zdaj nekaj, o čemer se javno razpravlja. To je objekt, ki je bil zasnovan prav za ta trenutek. Mislim, cilj je bil dobesedno postaviti jedrske objekte izven dosega Združenih držav. Očitno, z operacijo Polnočno kladivo lani smo dobro opravili delo pri uničenju velikega dela tistega, kar je bilo takrat del iranskega jedrskega programa. zadeli smo dodatne cilje. Prav tako so to storili Izraelci med zadnjim valom oboroženih spopadov, ki se je začel 28. februarja. Ampak ta stvar bo ostala problem. Kaj torej to pomeni za Združene države Amerike? Poglejte, po eni strani bi lahko poskusili odvreči še nekaj bomb za uničevanje bunkerjev, teh Moabov, te velikih orožij, veste, odvrženih iz bombnika B2. Lahko bi povzročile nekaj škode, čeprav je bil ta objekt zasnovan tako, da ne bi utrpel škode. Lahko bi poslali vojake na teren. To je nekaj, česar se je Donald Trump do zdaj izogibal. Morda bi Izraelci s posebnimi enotami lahko vstopili tja, čeprav bi pričakoval, da bi prišlo do hudega spopada v in okoli tega objekta, če bi Iranci vedeli, kaj jih čaka. Zadnja možnost je seveda nekaj, o čemer nihče res ne želi govoriti. A je še vedno možnost in to je taktično jedrsko orožje. Zdaj, nihče o tem ne govori, nihče tega ne pozdravlja, ampak zato so bila ta orožja narejena. Če ne moreš prodreti v neki
kar je globoko vgrajeno v goro, zato bi uporabili naslednjo stopnjo orožja. Moje ugibanje pa je, da verjetno nikoli ne bi uporabili česa tazga. Ta tabu je prevelik. To nam pušča še nekaj drugih možnosti, nobene, za katero mislim, da bi bila predsedniku preveč všeč, ne glede na to, kaj govori o memih. In govoriti prav o tem, poleg jedrske možnosti, na katero namigujete. Ko govorite o vojakih na terenu, seveda otok Cok, ki se pojavlja v tisti AI animaciji ameriškega predsednika, kar morda namiguje na nekatere poteze. Ampak realno gledano bi zavzetje COG-ja zahtevalo vojake na terenu. In malo verjetno je, da bi ameriška javnost trenutno podprla takšno stopnjevanje. Povejte nam, kakšna je verjetnost in kakšna so tveganja v tem trenutku z vidika ameriškega ljudstva. Ja, mislim, da so vojaki na terenu glavno vprašanje. In seveda je bil Donald Trump tisti, ki je leta 2016 vodil kampanjo na temo, da se ne smemo zapletati v neumne vojne, nesmiselne vojne, dolgotrajne vojne, večne vojne, kakorkoli že želite imenovati. In mislim, da to še naprej odmeva vsaj pri delu MAGA baze, republikanske baze tukaj. Mislim, da bo vsako vojno, ki jo bo predsednik vodil, demokratska stranka popolnoma zavrnila. Tako da ima predsednik trenutno precej resne ovire, ko gre za prisotnost vojakov na terenu. Mislim, da se ameriška vlada trenutno boji, da če bi šli na Kark in začeli uničevati infrastrukturo, da bi to pomenilo, da bi imelo iransko ljudstvo kasneje manjšo naftno industrijo, na kateri bi lahko gradilo. Ne vem, ali so te skrbi še vedno pomembne za ameriško vlado, za ljudi, ki načrtujejo to vojno, ampak morda nam tukaj že zmanjkuje potrpljenja in potem bi bilo na tej točki morda potrebno popolnoma ustaviti vso proizvodnjo nafte Islamske republike, da bi odrezali glavni vir financ. Mislim, da bi to po eni strani pomagalo, vendar bi po drugi strani povzročilo zaplete za vse Irance, ki bi želeli izkoristiti koristi naftnega sektorja. Če in ko bo režim končno padel, bi bilo veliko dela. Prepričan sem, da ima predsednik to v mislih, vendar mislim, da najprej in predvsem razmišlja, kako lahko tukaj v zvezi z Iranom iztržim zmago. Tudi jaz bi o tem razmišljal, če bi bil na njegovem mestu. Vedno cenim vaše poglede, najlepša hvala. Jonathan Šancar v živo iz Washingtona. Hvala, Jonathan. Hvala. In zdaj za več informacij z veseljem pozdravljamo v studiu varnostnega analitika Jonathana Regeva in Jonathana Haranofa, avtorja knjige Unveiled Inside Iran's Women, Life, Freedom, Revolt in nekdanjega mednarodnega tiskovnega predstavnika izraelske misije pri Združenih narodih. Jonathan in Jonathan, najlepša hvala obema. Torej, je to še ena plast te vojne, ta animacija, te grožnje z umetno inteligenco. Kaj menite, Jonathan, o tem, kar smo pravkar slišali? Kaj bo po vašem mnenju potrebno, da bo predsednik Donald Trump po lastni presoji dosegel pravo zmago? No, lepo je biti z vami v studiu in lepo je biti z vami, Jonathan. Vidimo še eno dimenzijo tega konflikta z Islamsko republiko. Kar smo videli prej je, da je Islamska republika zelo spretna pri uporabi umetne inteligence. Uporablja zahodne oblike risank, kot je Lego, za demonizacijo Združenih držav Amerike, Izraela, jih prikazuje kot neke vrste satane. In vidimo, da predsednik Trump uporablja svojo lastno medijsko mašinerijo, da bi se poskušal upreti. Strinjam se z veliko tega, kar je prejšnji Jonathan povedal o predsedniku Trumpu, da ne rad pošilja vojake na teren. In veste, dati priložnost diplomaciji. In mislim, da je v ideji diplomacije veliko smisla in dobrega, hkrati pa moramo priznati, s kom imamo opravka tukaj. Islamska republika so mojstri diplomacije, pogajalci, to sem videl dan za dnem v Islamski republiki. In kar danes tudi vidimo je, da so tudi mojstri delegiranja. Čeprav sami ne izstreljujejo raket na svoje, veste, kraje v zalivu, to prepuščajo svojim posredniškim skupinam. Hkrati pa lahko naredijo korak nazaj. Mislim, da se zdaj dogaja veliko stvari in prejšnji Jonathan je to zelo dobro razložil.